Tole je oddaja Popotnik, jaz sem Janin, tole pa Rok Voravš. Rok, pozdravljen. Ti si narisal nekaj krokcev na moj zemljevid, zdaj boš pa kaj povedal o tem, na kakšen način potuješ. Praviš si, da si že zelo zgodaj začel, ne? Ja, nič, očitno sta mi starša vcepila ta način odkrivanja sveta, bolj tak popotniški, ker smo hodili že z temi spački po Evropi v moji mladosti, no. To so srečanja ljubiteljev. Svetovna srečanja, ja, več ali manj, ljubiteljev starejših Citroenov, Ami, Spaček, Diana, Mehari, Krka Žaba, Pujs. Kjer je pa Pujs? Pujs je pa ta veliki, ta, kako se reče, DS-15. Furgon? Ne, prav kombi varianta, torej avtodom. Jaz sem Volkswagen ne poznam, to stari. Ne, ko Pujs gleda spredaj, če pogledaš, tako ima taki obraz, oziroma masko spredaj. Tako da potem pa me je pot malo zanesla preko oceanov na zahod, pa malo na vzhod, pa malo na jug, tako da malo opiši, tukaj je par rumenih pik, pa tukaj nekaj, pa še tam dol. Ja, torej, ko sem bil v študentskih letih, eno leto sem ponavljal prvi letnik, pa se mi je zdelo dobro, da bi nekaj posebnega naredil tisto leto, da je ravno delal doma, pa Ti si na Difu, da bi bil, ne? Na Difu, ja. A veš, zakaj se reče Dif? Zakaj? Večina ne ve. Državni institut za fiskulturo. Ja, to znam. Tako da, takrat sem potem najdel eno tako delo v Ameriki, poletno, kot vzgojitelj. Ja, to je bilo tam okoli Michigana, sem bil 2 meseca malo dobra. Z otroki delal več ali manj, potem so pa s enimi Angleži se našli, pa smo skupaj. Na kakšen način si organiziral to? Prek STA-ja sem šel tja, no. Karto sem si kupil sam. Prav, prišel si tja, vprašal, kam bi se dalo iti in kje dobro plačuje. Ja, STA ima nek program, kjer se prijaviš, pa moraš svoje življenjepise napisati, pa svoje, bom rekel, neke reference, pa ljudje ti morajo neka priporočila dati, neki malo bolj ugledni, bom rekel, no, ala trener, župnik, učitelj, ja, moraš dobiti 3 reference. In potem te v bistvu kam sam kontaktira, no, tisti, ki te želi. Jaz sem dobil nekaj 3 povabila že od nekih kampov v bistvu na vzhodni obali, da bi poučeval, ne vem, BMX vožnjo, pa tako stvari, ampak se nisem glih čutil tako sposobnega za tiste stvari. Jaz sem bolj vzel tako splošno kot vzgojitelj, no, v kampu. 2 meseca, tako da to je bilo super izkušnja. A si moral avion sam plačati? Ja, letalsko karto si sam plačal, kar se tiče pač do Amerike, tisto, kar je bilo naprej iz New Yorka do Detroita, pa pol naprej pot je bilo plačano, pa pol si dobil na koncu neko žepnino po 2 mesecih. Ampak zdaj, če gledam z današnjega vidika, to ni ravno nek bajn zaslužek, ampak je izkušnja. Koliko približno? Ja, slabih 1000 evrov, oziroma $1000. Nekaj je, ne? Ja, boljše kot nič, ja, absolutno. Ja. Ampak, če bi hotel živeti za 1 mesec, ne, potem, ko še ostaneš s $1000 je zelo težko. Danes pa še težje, verjetno. Kaj pa otroci so bili kaj težki? Otroci so bili, pa tak, imam spomine čisto lepe, no. So bili, bom rekel še kar, to so bili od tam 9 do 12, jaz sem imel tako skupine, no. Tako da so bili kar, bom rekel, prijetni. Jim je bilo zanimivo, da sem bil iz druge države, pa pač nič niso vedeli o njej, pa tudi, da sem kaj po slovensko povedal, pa jih kakšne besede naučil, to je bilo jim zelo zanimivo, no. Ampak drugače pa so bili tam kar dolgo, no. Tudi 3 tedne so bili eni, ne. Tam imajo ločene židovske kampe od nežidovskih. Ja, tako je, to je bil judovski kamp, v bistvu pa smo imeli vsak petek, smo imeli mi ob 6. večer konec tedna, pa so nas peljali v nek hotel, pač vse vzgojitelje, ki nismo bili judi, in so potem naslednji dan ob 6. večer nas pobrali, torej v soboto, pa so nas tudi pripeljali nazaj v kamp. Tam niso imeli tisti šabat svoj, v bistvu so sami imeli praznovanje. Sobota, ta nedelja, potem se je začela kot nov dan v tednu.